Holistična svetovalka za zdravo prehrano in kalčkova svetovalka Jelena Dimitrijevič nam je pripravila zelo zanimiv prispevek o razstrupljanju. Jelena, pozdravljena. Živjo. Zakaj se sploh moramo razstrupljati? V bistvu to je vprašanje, ki mi ga pogosto postavijo, zaradi tega, ker vedno pravijo, a se ne razstruplja telo samo. Ja, se razstruplja samo. To je ena od najtežjih stvari, ki jih počne in uporabi veliko energije za to, ampak nažalost, ker živimo v takem okolju, ki v naše telo vnaša veliko strupov, različnih toksičnih kemičnih snovi, ki pridejo iz hrane, iz zraka, iz kemije in kjerkoli drugje, potem imamo težavo in mu moramo malo pomagati. Ja, kateri pa so tisti dejavniki, ki vplivajo na zastrupljenost telesa? Dejavnikov je res veliko. Ta naš moderen način življenja je nažalost prinesel veliko slabega, pa tudi veliko dobrega. Ampak te slabe stvari se odražajo skozi recimo pesticide, herbicide, hormone, antibiotike, ki jih najdemo v hrani, potem recimo zastrupljen zrak, voda. Problem so tudi čistila, ki so neekološka, kozmetika, ki je neekološka, različna zdravila, cepiva, pohištvo, novo pohištvo, ki ga kupimo, izhlapevajo eni taki toksični hlapi. Tako da je veliko slabih dejavnikov, vključno recimo z emocionalnimi. Ne smemo pozabiti, da tudi slabe, negativne emocije negativno vplivajo na telo oziroma povzročajo veliko toksičnih odpadkov. Kaj pa simptomi? Ja, simptomi so precej jasni. Prvi simptomi, recimo temu, da so bolj lahki, so kakšna utrujenost, slabša koncentracija, potem pa sledijo kakšni drugi. Težave s prebavo, težave recimo z patogenimi organizmi, s kandido, pogosti glavoboli, alergije, težave s kožo, različne avtoimune bolezni, kot so kakšna Kronova bolezen ali ulcerozni kolitis. Potem na koncu seveda tudi sledijo kakšne bolj kompleksne zadeve, kot je rak. Ja, to se pravi, treba poslušati svoje telo. Ja, to definitivno, absolutno. Oziroma moramo malo več stvari narediti, se zavedati prvo težav, ki jih imamo, oziroma izločiti čim več teh negativnih dejavnikov skozi recimo pravilen način prehranjevanja, ki temelji predvsem na ekološko pridelani hrani. Tudi če imamo doma kakšen vrt, je odlična varianta, pa vemo, kako ravnamo s temi rastlinami, da uživamo čim manj živil živalskega izvora, ker je tam koncentrirana varianta kakšnih pesticidov, herbicidov, različnih antibiotikov, toksičnih snovi, kemičnih snovi. Tako da na tak način si pomagamo, da vnašamo čim manj teh slabih snovi. Potem voda mora biti bolj čista. Mi imamo težavo z vodo, ker voda je nasplošno onesnažena, v vodi je marsikaj. Tako da bi bilo najbolj idealno, če bi si lahko nabavili kakšen dober filter za vodo ali uživali čim več sadja, zelenjave in sveže stisnjenih zelenjavnih sokov, kjer je v bistvu prečiščena voda. Je kakšna možnost, da si pomagamo tudi s kakšnim prehranskim dopolnilom? Ja, absolutno. V bistvu poanta je, da prvo spremenimo način življenja, prehranjevanja, da se priključimo mogoče kakšnem razstrupljevalnem programu, ki ga tudi imamo tle v Kalčku, pa se stranke lahko brezplačno prijavijo na ta program in dobijo natančna navodila. Ta akcija zdaj trenutno poteka. Od prehranskih dopolnil vsekakor so vse zelene stvari, recimo alfalfa, trava, kalčki, ki so v obliki prahu, ječmenova trava, pšenična trava, spirulina, klorela, moringa. Veliko je takih dodatkov, ki nam lahko pri tem pomagajo. Recimo vse to, kar tudi stimulira delovanje imunskega sistema, pa tudi obnavlja črevesje, kot je kakšen baobab, probiotična kura. Tako da je veliko stvari. Jaz pa tudi svetujem, da se prijavijo tisti, ki gledajo oddajo na naše brezplačne svetovalne urice, ki jih imamo v Kalčku, da vsakega posameznika pogledam posebej in pa lahko določimo, kaj bi bilo najbolj primerno zanj, kar se tiče prehranskih dopolnil ali karkoli drugega, kar je potrebno spremeniti. Razstrupljanje lahko traja 10 dni, lahko pa traja pol leta, lahko traja 1 leto, glede na to, kakšne težave imamo. Tako, v samem programu, ki ga mi v Kalčku ponujamo, razstrupljevalna kura ni tako intenzivna, traja 10 dni, ampak je to ena taka dobra osnova, da začnemo s spremembami, ki si jih želimo v svojem življenju. Post pa je recimo ena taka bolj intenzivna oblika. Jaz ponavadi svetujem, da se na tem področju dobro izobrazimo, preden se lotimo posta. In v bistvu se lahko odločimo recimo za post ob sokovih, zelenjavnih prevredkih z dodatkom spiruline, ki je izjemno učinkovit.